Na decembrski plenarni seji Evropskega parlamenta smo potrdili dolgoročno vizijo razvoja podeželja. Gre za dokument, ki ga je najprej izdala Evropska komisija, Evropski parlament pa pripravi mnenje na to področje. Sam sem bil poročevalec v senci za Evropsko ljudsko stranko, kajti ta dokument povsem povzema izhodišča, ki smo jih v konceptu pametnih vasi postavili že 5 let nazaj. Vesel sem, da Evropska unija prepoznava, da je potrebno imeti skupne ukrepe za razvoj podeželja, ki na eni strani zagotavljajo izgradnjo kvalitetne infrastrukture in tudi pogoje za kvalitetna delovna mesta na podeželju. Podeželje je poleg osnovne dejavnosti in kmetijstva še marsikaj drugega, tako da govorimo v tem poročilu tudi o potrebi po najprej kvalitetnih širokopasovnih povezavah, o rešitvah na področju energetike, na rešitvah na področju tudi skrbi za starejše ljudi, e-zdravja. To so tiste stvari, ki dajo kvaliteto življenja na podeželju. Potrebno je združiti tudi vire iz različnih evropskih skladov, kakor tudi to, da v tej viziji sodeluje tudi država, občine. Zato tudi govora o tako imenovanem podeželskem paktu, o sodelovanju vseh ljudi, ki znajo te različne vire spraviti v skupno vizijo razvoja podeželja in narediti podeželje poseljeno. Politika razvoja podeželja je in mora ostati javna politika, in vizija, o kateri razmišlja več ljudi, in v Sloveniji to že dobro deluje skozi več desetletij in tudi zaradi tega je slovensko podeželje danes eno izmed tistih, ki je bolj poseljeno, če ga primerjamo z drugimi evropskimi državami.